Prvi spomin na delo ni ravno reprezentativen. Mislim, da sem imela 3-4 leta, ko sem reševala križanko v narekovajih. Se ne spomnim, ali je bila to prvomajska, kakršna je tradicionalna. Skratka, že od malih nog mi je bilo všeč imeti časnik v rokah, to se spomnim. Janko Lorenci, takratni urednik Sobotne priloge, je očitno prepoznal v mojih intervjujih, ki sem jih takrat delala za Stop, nek presežek, neko svežino in me je poklical. Jasno, da sem imela tako tremo, da prvo noč, ko sem prvič oddajala intervju, mislim, da nisem spala celo noč sem ga popravljala in nažalost to še vedno delam. Še vedno imam tremo pred vsakim intervjujem in še vedno imam tremo tik preden intervju oziroma časnik izide. Zaznamoval me je vsak intervju, ker vsakim intervjuvancem grem nekako v nov svet. Ne pokrivam določenega področja, ampak grem s Filipom Starkom v oblikovanje in filozofijo. Zdaj, če sem že omenila igralce, Jeremy Irons, Steve Buscemi, Javier Bardem, to so pač svetovi teh podosebnosti. Skratka, delala sem s psihiatri, ki so mi prav tako spremenili življenje. Jaz mislim, da vsak pogovor, globok, spremeni v bistvu tvoj način delovanja za naprej. Nikoli nisi isti, po vsakem pogovoru. Jaz mislim, da zato, ker imamo najboljše pisce v državi, ki so premalo izkoriščeni, to ves čas poslušamo. Ne vidim ga. Jaz se bojim, da bo pač papir odšel. Kaj pa potem ostane? Potem je pa to samo še en spletni portal.